ker smo že glih pri poteh, če se pa skočimo na tisto, za česar sem pravzaprav te povabil primarno, ne, čeprav zdaj vidim, da je tem, ki jih ima za obdelati, lahko še veliko. Po potovanju, ne, se pravi, kaj je že bil Frodo, ali kaj že, on je šel tudi na popotovanje, ki ga je razsvetlil. Tudi je iskal, ja. Ja, tudi nekaj iskal, ampak dobro, če to sam kot istočnico, da skočim na to vašo hišo, ne. Kako pravzaprav prideš na idejo, da bi naredil tako hišo? Kolikokrat si pa gledal Hobita ali bral ali Gospodar prstanov ali kaj? Pa se ni, bi rekel, da me je vse skupaj bolj pripeljalo to, še spet, sklop pa, ali povezan z enkrat drugimi stvarmi, ne. Ja. Tudi družina na nek način, bi rekel, ali pa tudi v družinskem življenju in potem, ko sem rodil, kot si se izrazil, ne, tudi iskal nekako svobodo, so v bistvu, ki je Balgaja rojena, so oba žena doma ostala. Okay. Jaz sem prej delal v korporacijah, IT pa to, ne. Aha, IT-ovci po fahu. Tako, to je Wow. v prejšnjem življenju bilo. Ti imaš tudi prejšnje življenje. Ja. Jaz sem bil tudi v IT v prejšnjem življenju. Sam nisem IT-ovci, nikoli bil. Ja, okej. In potem zelo, že prej me je bolj kot raziskovanje duhovnosti, me je v bistvu nekako potegnilo v ekologijo pa to, ne. Pa potem otroci, pa odgovornost za otrok, pa naši zanamci, pa stanje planeta, pa vse skupaj, ne. Bolj nekako z etičnega stališča, ne. Mi je bilo blizu to gibanje ekovasi. Sem šel potem tudi malo v Findhora na Škotsko za 1 mesec na izobraževanje Eco-Village Training, to se pravi različni vidiki ekovasi, skupnost, sodelovanje, tudi naravna gradnja, permakultura, vse te stvari. Na Škotskem je to? Na Škotskem bilo, ja. Findhora je ena večjih, starejših ekovasi v Evropi, ja, ne. In to pa potem tudi nekaj drugih ekovasi, nekajkrat sem bil tudi gor v Zimmerlindnu, blizu Berlina, ki je tudi ena večjih ekovasi, ne, to govorimo, ne vem, koliko, 100 plus odraslih ali pa 120 plus otroci, ne. In ekovasi so mi zelo zanimive kot na nek način neki inkubatorji teh trajnostnih idej, raznih, ne, in predvsem polje preizkušanja vsega tega, ne. Se pravi, skupnost, kot ste z Matevžem pa ste drugim gostom govorili zanj o skupnosti in cohousing in teh idejah, ne. Ekovasi se zelo to raziskuje, ne, veš, pa tukaj pol vprašanje lastništva, odločanja, gradnja okoljskega vtisa, kaj se sme, kaj se ne sme, a so telefoni, a je meso, ali veš, vse sorte, ne. In se mi zdi, so to res zelo zanimivo okolje, no. Tako da v tem kontekstu sem bil tudi na Walesu, v Angliji, ne, ki je pa ekovas Lamas. Zdaj moram paziti, da se nam preveč zaplezel na preveč stvari. Skratka, No, moraš se, no, ima pa tam v Lamasu živi oziroma je živel Simon Dale. Če na internetu vpišeš Hobit hiška, je 100%, da je en prvih zadetkov bo njegova Hobit hiška gor v Walesu. Ki je postavil v bistvu v nekem gozdu, pa tako zelo tako na hitrco v padih mesecih, zato ker je rabil nekje biti z družino, na zemlji od nekoga drugega, od prijatelja in tako naprej, zanimiva zgodba. Jaz sem šel pa gor, ko je on v ekovasi Lama zgradil svojo hišo. Prvo spet začasno. In on je začel, korak nazaj. Lamas je zelo zanimiv zaradi tega, ker je prva ekovas ali pa skupnost, ki je dobila dovoljenje za gradnjo na kmetijskem zemljišču v Angliji, ki je to neskončno težko, na osnovi One Planet Development zakona, ki so ga uvedli najprej v enem delu Walesa
in omogoča izjeme za projekte z nizkimi vplivi na okolje. To se pravi, če hočeš ti graditi na kmetijskem zemljišču, poseljevati, moraš ti dokazati, da boš s tem zelo zmanjšal svoje vplive na okolje, pa da ti prinaša to zemljišče vsaj ne vem kolikšen delež tvojega preživetja. To se pravi, to je razlog, zakaj bi ti rad tam živel, je, da bo tvoje preživetje land-based. Se pravi, temelji na tem, da ti tam živiš. In to potem dokazujejo, koliko bo transporta, koliko bo tega, koliko bo z energijo. Vse te stvari računajo, biznis plani noter, kaj bojo delali, koliko bojo s tem zaslužili, koliko so preživeli in vse skupaj. In ko je to dosti dobro dokumentirano, in oni so bili prvi taki, vem, da so neki sliki, mislim, z eno šajtrgo fasciklo, dokumentacije, so bili prvi, ko so jim to odobrili. Se pravi, da so oni kupili kmetijsko zemljišče in so lahko si gor postavili ekovas. Verjetno sklepam, da en od pogojev je tudi ta, da recimo, ko se enkrat taka hiša podre, za njo ne ostane kup smeti, ne? Se pravi, gleda se res vse te vidike, je seveda vse in ni samo dovoljenje, ampak se potem, ne vem, morajo prvih nekaj let ali skozi poročati, kako to funkcionira. Dosegajo. In na osnovi tega je zdaj se mi zdi gor, ker mislim, da so pa to razširili na cel Wales, če se ne motim. In na osnovi tega je kar nekaj ali posameznikov dobili dovoljenje ali skupnosti ali kakorkoli. In se mi zdi stvar zelo zanimiva. Kako si rekel? One Planet? One Planet Development. One Planet Development. Pa to tudi v Sloveniji obstaja? Ne. Okay. Mislim, ne, da bi vedel, ampak velika verjetnost, da bi vedel, če bi bilo. Ja, okay. Se mi zdi pa ideja super, v smislu spodbujanja trajnosti, raziskovanja v tej smeri. Pa res tista, se mi zdi to, da bo tebi, ker tukaj, če gledaš, ne vem, mi, ki smo tam pri Podčetrtku, je en kup teh hribčkov pa to, Ja. A veš, ne vem, ko sem je ženo spoznal, je bilo to še kar nekaj vinogradov. 90% teh vinogradov v teh 20 letih se mi dopoznava ni več. En sosed je od recimo moje generacije, da še obdeluje. Ostalo so pa pač 70 plus stari in bo tudi tisto najbrž večino šlo. Se pravi, imaš ti kulturno krajino, ki je razparcelirana za vinograde, se pravi ozke parcele gor v hrib in tako naprej. In je zanimivo gledati, kako se bo to preoblikovalo s časoma, kaj bo z tega nastajalo, kakšno rabo dati temu prostoru. Veliko tazga, ki je za strojno obdelavo zelo neprimerno ali pa sploh tako, kaj je. Vinograde se je gor pa dol kosilo ali kakorkoli. Tako da bi bilo super, ko bi tudi pri nas bilo kaj tazga. Samo misliš, da bi to rešili problem teh vinogradov, če bi nekomu pustili graditi na kmetijskem zemljišču? Ne, gre se samo za, se mi zdi, za koncept, a veš, se ni tukaj gradnja, ni glavna stvar, gre samo za tisto nasploh, a veš, čisto v nekem širšem pogledu spodbujati, a veš, take projekte, ki mogoče ne bo to ekonomsko ne vem kaj, pa ne bo poslovali 50 ljudi, ampak bojo pa ljudje se preživeli, pa z zelo, zelo majhnim vplivom na okolje. Ker to se mi zdi v tej smeri nujno rabimo. Se pravi, zato je ta pogoj tudi zraven, da v bistvu tok in tok za preživetje ti mora tvoj zemljo. To je smisel, ne da se všti tam na selu, delaš pa nekaj čist drugega. Se pravi, ti boš poselil to zemljo, med drugim si boš gor tudi nekaj zgradil. Neki mislim, so same majhne stvari gradili, seveda s čim bolj naravnimi materiali in tako naprej, vse s čim manjšim vplivom na okolje, ker praktično vse dokazuješ ali pa vse se ti nekako gre na tvoj račun, kar je tudi zelo zanimivo. Ker če dovoliš enkrat pozidati kmetijsko zemljo, pa tukaj se mi zdi pa res še posebej pomemben, da če se pol taka objekt odstrani, da je dejansko to še vedno kmetijska zemlja, ne da not ostane
ne vem, koliko Mislim, saj, kubikov a veš, armiranega zdaj, betona. Če mu rečeš kmetijska zemlja, ne? Oni so tam pač nabavili neka zemljišča, nekaj gričevnega, ki je bilo včasih pač to ovčereja, v bistvu tistega zemljišča vse skupaj ni bilo niti ekonomsko, niti kako drugače, niti ekološko zelo malo. Ne? Se pravi, oni so tam uvedli eno veliko diverziteto, ne? V vseh pogledih, ne? Da veš. In se mi zdi to, da so nekaj pozidali, je minimalna stvar, sploh veš, ko enkrat je tak način samogradnje, je uporaba betona minimalna. Ne? Jaz pri meni imam samo recikliran beton. Se pravi, nimam žlice, pomeni to recikliran beton? Pač imam betonske plošče pod stebri, ki so bile že prej v uporabi. Aha, ok. Ok, se pravi, nazaj na vprašanje. To se pravi, tam sem jaz šel v Lamas pomagati Simonu, ki si je postavil drugo, recimo, hobit hiško. In to pa njemu tako izgledalo. Oni so dobili dovoljenje nekje septembra, se mi zdi, za Božič so se oni vselili. Takrat, ko sem bil jaz gor, so bili... Tako hiter? Ja, ampak se pravi, bilo nas je takrat, ko sem bil jaz gor, po moje 10 prostovoljcev, ki so pomagali. Ja. Jaz sem bil gor, mislim, da dober teden. In smo to pomagali graditi. Šlo je hitro, pa izgledalo je dobro, seveda so pa vse sorte detajli, ki pa niso optimalno rešeni. Jaz pri meni sem se pa drugače lotil, se pravi, sem imel pa isto idejo, ne. Imel sem že les pa hlode pa to, da bom postavil hišo tam, ko imam trenutno montažno hišo, ne. Pa že tam rihtam dokumentacijo, pa se žena pogovarja, pa rečem, kaj če bi mi nekaj majhnega na hitrico postavili, pa da smo lahko ta čas noter. No, to je bilo pred 10 leti. Ker, ne, se pravi, meni ta ideja všeč, da v parih mesecih narediš hišo, ne. Ampak jaz sem mal picajzlast, pa zelo blizu mi je razumevanje stvari. In se pravi, jaz bi rad postavil nekaj, ki je vse nekaj ovalno in sploh je mnogo organsko, pa mogoče še tam malo odprtince, pa še tam malo okenček, malo gor, tako skozi. Pa hkrati, ne, da v bistvu ta objekt je performančno boljši od kvalitetne novogradnje, kakršnekoli že, ne. Se pravi, jaz hočem tehnično dovršenost, ne. Se pravi, jaz imam sicer res, da je les, kamen, slama, ilovca, ne, pa tiste betonske plošče, ne, penjeno steklo, nekaj malega je tudi XPS-a, na takih mestih, ki se mi zdelo, da brez tega težko pridem skozi. Ali pa nisem imel dosti plošč penjenega stekla pod stenem, pa tako. Ampak želim pa vseeno, se pravi, zrakotesnost, ki je pa v takih oblikah pa tako, pa zna biti, ki je malo izziv, pa tako, ne. Ampak seveda je zrakotesnost zilovcev, tudi dobro, seveda imam tesnilne mase, ne, v streho, a ne, ker recimo en izziv, ker sem pol kasneje tudi s Simonom govoril, a ne, če daš ti na streho za izolacijo slamnate bale, pa imaš potem zeleno streho gor, brez zračenja spod, je to izziv, milo rečeno, ne. Ker imaš gor paro nepropusten material, spod imaš pa parno odprto. Ja. Okay. Ampak tako ste naredili pri tem doma, koliko sem gledal fotke? Smo, ampak ne v prvem šusu. Mislim, dobro. Tukaj so pa pol detajli, ne? Da nam pozabil, ne? A poznaš Ubakus, spletno stran? Ne. Ok, bova dala magar pol v zapiske. Je ful zanimiva spletna stran, je Nemcev je naredil in za privatno uporabo je zastonj. Noter imaš ful sten, tudi iz slamnatih bal ali pa kakršnekoli. In ti da
toplotne prevodnosti, upornosti, akumulacijo vlago čez zimo, točke rosišča, ni da ni. Ful dober. Res ful dober in ti mu lahko imaš že noter A ti mu daš sestavo? en kup sestav imaš ti noter, stari objekti, taki objekti, drugačni, ni da ni. Lahko pa svoje naštepaš in rečeš, ok, kaj se pa zdaj zgodi, če jaz tukaj dam, ne vem, toliko tega, če dam jaz 100 kg na tega ometa še na tej strani, ali pa če to naredim, ali pa to naredim, pa ti da toplotne prevodnosti, paraprepustnost, vse te stvari in kako se ti čez zimo, ker nekaj vlage je normalno, se ti čez zimo zakumulira v stenah, do nekih zdravih meja. To je super. Zdaj, ta zelena streha je pa kar mejen primer, ne? Ker seveda je, itak je pri vseh teh stvareh, kako točno je in koliko kvalitetno so stvari izvedene. Ne? Se pravi, jaz imam recipročno streho, v konstrukciji mogoče pol. Potem je podeskano. To sem videl, ja. Potem pa v enem delu, ki so te deske normalno ena zraven druge, sem dal tudi parno oviro, ProKlima in Telo Plus, ki spreminja SD, se pravi paraprepustnost za faktor 100. Kar pomeni, polet se odpre, da se vlaga, ki se lahko v hladnejšem delu leta nabere noter, izsuši, pozimi pa zapre. Se pravi, je faktor, ne vem, SD je od 0,25 do 25. Ampak praviš, da to si dal samo v enem delu, tam, ker so deske čisto upasane v nulo, tako, kot sem gledal. Tako. No, pri meni gre vse skupaj malo počasi, zaradi nešteto detajlov itd. Jaz sem potem videl, da ko sem imel, se pravi, jaz sem tudi v srednjem delu kupolastem, smo slamnate bale dal gor in vse orang stisnili in vse. Pa sem pa imel EPDM gor, ampak seveda zelene strehe pa še ni bilo. Imaš tukaj več stvari. Eno je, da ti zrak lahko že, ko imaš ti EPDM, se pravi gumo za vodo, česa, skratka zrak ti lahko kroži. Dokler ti nimaš vse okrog zatesnjeno to, te lahko zrak že pod tem kroži ali pa skozi prhaja itd. Ja, ampak ne skozi EPDM. Ne. Skozi tako do. In kaj se je dogajalo? Se pravi, na severni strani najvišjih točk mi je kondenziralo. Se pravi, jaz sem v bistvu na nek način je streha kupola, pa še pol, No, na severni strani teh dveh točk mi je kondenziralo, kar je logičen, tam ki je najhladnejši. Vedel sem, govoril sem s Simonom in je povedal, da njemu tudi kondenzira. Seveda se pa bale počasi kompostirajo. Pa zdaj razmislek, če dam tudi v osrednji del parno oviro, pa posod dobro zatesnim okrog, a bo pol v redu ali ne. Vedi, A veš, pomemben je, se pravi, da ti slamnato balo, ki je EPDM gor, da jo obtežiš. Streho moč potem obtežiti, da nimaš tukaj zraka. Če imaš ti na zgornji strani slamnate bale, ni to res EPDM stisnjeno nulo zraven, te lahko zrak spod kroži in se pač nabira tam gor in kondenzira. No, tako da jaz sem v končni fazi se odločil, da sem, vse bale strehe spet dol pobral. Ampak to niso položene gor, to je vse ful stisnjeno. Ja, se sem videl, Pa dal tudi v osrednji del parno oviro, se pravi ProKlima in Telo Plus. Pod njih, se pravi na leseno paš. Na deske, ki so pa seveda v osrednjem delu zložene tako. Se ravno to sem hotel reči, se pravi tudi na tiste, ki so skodlast zložene. Tako. Tam sem dal v bistvu filc. Zakaj pa ste tiste skodle zlagali, ne pa tudi upasali čisto v kupolo, tako kot nižji dol? Zaradi izgleda pa že tako je bil izziv, ker ko imaš ti enkrat hlode, ki niso ravni, pa jaz imam spod kar razpon, do 120 se mi zdi, po moje, čist na steni, recimo 120 med šperovci.
ker je velik razpon. Ja, ker gre narazen, ja. In jaz imam tam plohe, ne, petko, neobžagane, z živim robom, ne, zložene pač tako, ne, gor. In tiste petke ti na 1,20 m ne moreš nič zvijati. Ne. In pomeni, če imaš ti špirovce malo takole, ne, bi bilo to zelo težko. Tako da je bilo lažje, ne, da sem jih tako zlagal. Aha, čakaj, jaz sem iz slik sklepal, da ti imaš tako zlagane zgoraj, pa da je spoden del kupole, pa da je čisto pasen. Ne, zdaj si rekel, da je spoden del... Ta osreden del, ki je kupolast, ki je recipročna streha, so tako zložene, pa imam pa v bistvu en del zraven, ki je v bistvu spalnica, pa en del zadaj, ki pa so deske ena do druge, tako kot je običajno. Aha, ok. To se pravi, na deske filc, parna ovira, ki seveda na kupolasti strehi je kar zabavno, ker je to vse v nulo poliman in pa vse tesniti posod in ta folija se mora zaključiti v notranji vmet. Ne. Že tako zaradi tega, da ne bi bilo preveč, zaradi zrakotesnosti se pri meni vsi špirovci končajo v steni. Se špirovci ne grejo ven. Ne. Ja. To imaš takoj problem, kad ti hlod poka, pa da ti tam pol pušča zrak. Pa tam začne notu lečiti. Se pravi, slamnate bale gor na to parno oviro. S tem, da smo slamnate... Kako si lahko zaključil folijo na notranji vmet? Kako si jo pa not pripeljal? Ja, se pravi, na robu, imam jaz špirovc, pa imam desko čez, ja. In deske porežem tako, da folijo pripeljem v notranji vmet, ne? Ja, takole imaš, pa imaš pa recimo desko. Tako. Ja, ne vem. Ja, ne, sej, Tam pa pripelješ, ampak če tele pa je tukaj stoji. sten, če je tukaj... Veš kaj, daj tam le lesnični. Ne, vse v redu. Če je tukaj stena, se pravi, meni se zaključ špirovc v steni, na nosilnem delu stene. da bo tukaj tako in te deske ni, ampak gre parna ovira tukaj dol. Aha, si jo tukaj spustil. Tako. Tukaj na špirovcu pa jaz špirovc zažagam noter z motorko ali pa, ne vem, pol centimetra, pa pol polimam noter parno oviro, pa zakitam s tistim tesnilnim kitom, kaj je. Se pravi, da jaz tukaj načeloma tesnim. Zdaj pa, če je tukaj počen špirovca, pomeni, da tukaj pol še luknjo zvrtam, pa še v to nafilam tesnilen kit. Ne. Se pravi, načeloma gledam, da mi tukaj ne bi smel pušati. Saj ker to, ne, zdaj mogoče ljudje, ki niso videli, lesu je to problem. Ja, ljudje, ki niso videli teh slik, pa ti, ki govoriš špirovc si vsi predstavljamo, da je to Ne. 16 na tako, ne. Pri tebi so špirovci hlodi, samo olupljeni, olubja, zčiščeni, gor postavljeni in to zatesniti si predstavljam, da mora biti čisti. No, ja. Okay. Aha, in tukaj si šel dol, pa sem, tako. To je nosilna konstrukcija, pa si pa tukaj si pa potlej ilovnatomet. Načeloma je pač to z ilovnatometom. Kaj si še kaj kakšne deske vmes predal? Ne. Direktno ilovco gor na folijo? Ne. Trstiko? Ne. Kaj pa? Kar direkt, sej jaz lahko prej naredim. Jaz prej lahko naredim malo odvisen, ker itak, veš, vsak meter je drugačen material, ponekod rajš ne. Skratka, tukaj, jaz lahko, tudi če recimo, da je tukaj slamnata bala, jaz lahko na balo že našpricam, jaz itak bale vedno dam teparilo nad slip s kompresorjem našpricam gor. Ja. Veš, imaš tako bučko zgor, spoti pa zrak kompresor, priklopljen in ti super šprica bale in zelo dobro prodre noter, in pol pa zmehča, ker bale v bistvu slama je prevlečena k z enim voskom, nekaj tazga zaščiten sloj ima gor, in ti če v bistvu špricneš gor, pa tako pogledaš, so take majhne kugelce na slami, Ja, prav tako vodoodbojno. Recimo, da je tukaj bala, recimo, da je tukaj slamnata bala. Okay. Jaz lahko balo tukaj našpricam, pa naredim potem malo osnovnega vmeta, pa pol dam to folijo čez,
pa še enkrat vmes, pa je to zatesnjeno. Ampak, Folijo a se na folijo prime ta omet? Sej ena stran je tako smata, se pravi, una se mi bo, a ne, to bo pa tudi prijel, ni problem. Ja? Se tudi, mislim, Je prijel, no, glavno. ja. Pa se itak jaz rabam tega, veš, par centimetrov, samo da jo dol pripeleš. Tako meni mora samo tesnita, ne. Ja, okej, ja, nisi celo steno dol delal, ja. A pa še bolj zabavno skoraj pa sem na zunanji strani, a ne, ja? spajati. A to rečeš pustil? Ne, kar povej, nekaj me zanima. Ja, ne, pa imaš pa tukaj slamnate bale gor, ne. Vse te slamnate bale smo seveda dodatno stiskali, se pravi, vse smo še enkrat kompresirali. A preden ste jih gor naložili? Ja. A veš, tako 3-metrski ljato, 5x8, a ne. Ja? Pa tukaj se obesiš gor, da je res tista balo, a veš, tam pa na taki ročici in jo res stisneš ful, ne. Aha, a ja, kar ročno ste. Pa zelo dober sistem, ja. Zelo dober sistem, ker to imaš pač tako, da gre hitro, ne. Da v bistvu špago, pol samo, ne vem, en kos palce vzameš, a ne, kad ti balo, ko jo stisneš, tukaj pol lepo gurtno zategneš, da ti drži stisneno, pa imaš pa špago, ki je pač labava, ne. Ja. Pa daš samo palco okrog, a ne, a veš, okoli špage jo navijaš, pa pol lahko palco vrtiš, ne, in ti lepo stisne. In pol samo palco zat obrneš in imaš prpalec. Zato, ker marsikje je pol prav pride, da to palco ven vzameš. Kot je recimo na strehi, ko smo vse bale položili gor, potem, ampak to položili, to pomeni, da jih par daš in pol te zadnje dve stisneš tako noter. To smo res skakali gor, pa nabijaš, pa to se res tiste bale se zmeraj gleda, da se ful stiska. Pa še vedno imaš, ka bale niso res čisto lepih pravokotnih oblik, imaš še vedno na vogalih pol lukne pa to, a ne. Kaj pa tam noter? Ja, tam noter smo pa pač slamo basali. Basali tista, a ne, zdaj če kje jo pač tako zbaščeš ali pa super, zelo veliko uporabljen z mleto slamo, ne. Na tem, na to odmute, ki je za veje mleta, ne. Imam kar tope nože noter in ni balo lepo scefrana, ne vem, centimeter dolge recimo, pa itak je slamce so že zdrobljene, a ne. In je super to za, a ne, kaj itak se Nemci delajo, Nemci upihujejo slamo isto k celulozo, a ne. Ja. S tem, da sem zdaj probaval, pa je tudi super, da ker recimo lesno vlaknenih plošč, ne, se kar da dobiti ostanke, ne. Zanče enkrat sem od Toneta pripeljal eno orang prikolico tega, ne, ker recimo kje delajo, pa je pol enkrat pa enih trikotnikov, pa oskih pasov, pa takih pa drugačnih koncev, ne, ker so mi super za vse sorte take drobne, ker sem pa tega ful veliko nekih prostorčkov za zapolniti, ne. In ali dam neke te kose plošč, ki se pol zelo dajo lepo oblikovati z motorko, brusati karkoli, da dobiš neko obliko, ki jo želiš, ne. Ali pa sem tudi manjše kose kar v tem noter zmlel, ne. In to pa dobiš kar lesno volno, ne. Ja. In je super v bistvu zmleta slama, pa še ima lesno volno in je super material tako za nekje za zabasati, to noter je to dobro izolativnost dobiš na ta način, ne. Tako da in smo gor... Kako so debele te bale? Se pravi, jaz in v steni in v strehi jih uporabljam, se pravi, če je bala tako, a ne, jo jaz uporabljam na robu, kar pomeni, da so slamce pri meni v steni tako, a ne. Ker če gledaš Minke, a ne, Gernot Minke, ki poznaš, nemški arhitekt, se bolj ukvarja z gradno zemljo pa slamo, a ne, tam not imaš podatek, da je v bistvu toplotna prevodnost ali pa izolativnost, če tako rečeva, je v bistvu, če je bala na rob, pa imaš to 35 izolacije, je celo malo boljša izolativnost, kot če jo imaš položeno, pa je 45, zaradi tega, ker je orientacija slamc noter drugačna, ne. Ker če so vertikalno, da je to boljše. Pri meni so vertikalno in je na teh 35 celo malo boljša izolativnost, kot če jo položiš, imaš 45 steno. Ok, pa sej se to nekako... Ja, a ne, in tudi v steni, se pravi... Če so takole, se v principu ti res bolj zabaše, kot če jih imaš tako ti je... Tako luknje narediš. Ne, se stiskati kakorkoli se jih da, kar... No, ampak če si predstavljam zdaj, če jih imam jaz takole, teoretično bi si predstavljal, da je zraku težji prodreti, kot če jih takole. Ja, ne, sej enkrat jih imaš,
Tako, ne, tukaj enkrat jih imaš tako, da grejo v bistvu skozi steno, prebadajo te cevčice, ne. Ja. Enkrat jih imaš pa po koncu. In ti jih imaš po koncu. Jaz jih imam po koncu, ja. Ja. In na strehi so isto položene, to se pravi, so prečno, da, če gledaš smer ven noter. Ne. Ne, na strehi so tvoje so položene. slance pa tako. Tako. Tukaj so pa... Ne, so na strehi so, dobro, kakorkoli. Ja, recimo, tako. Ja, tako. Se pravi, v obeh primerih so vzporedne steno. Medtem, ker tukaj je pa bala, so pa tako. Tako. Ja, razumem. Okay. In koliko je debel to, sam tako mi grede? 35, načeloma so bale standardno 35-45 na 90, ne. Se pravi 35 debelina, 45 širina, 90 dolga nekje. Okay. In v strehi smo, se pravi, jih res zelo dobro skrb zbasali. Potem vse te umestne prostorčke ali pa stike kjerkoli ali pa kje med njimi ni tako dobro, ne uspeš zbiti ali karkoli, vse zabasali. Pa v bistvu špage vam pobrali. Ne špage vam pobrali, te palčke vam pobrali. S katerim ste šponali? Tako, ker je bila bala, a ne ti drugač bale je fajn, da malo odležijo, ne, ker se v bistvu malo slama navadi tega položaja in tako, ko jo pa dodatno stisneš, ne, pol bi šla še malo narazen, čeprav sčasoma se tudi tega položaja kar navadi, ne. In skratka, tisto pol enostaven palčko lahko v krog obrneš, pa jo samo odviješ ven, pa jo daš stran, ne. Pa bala malo narazen zleze toliko, da boljš stisne posode, res. Še na stikih? Na stikih, ja. V bistvu za stike, ja. Tako. Pa na strehi sem isto s kompresorjem vse fajn našprical. V bistvu sem delal postopoma, itak smo postopoma bale gor dajali na novo, pa potem našprical. Potem pa napel jutino mrežo. Pa jutino mrežo zamazal s čisto ilovco, tako bolj kompaktno brozgo. Se pravi, na balo si na šprico praviš, pa si dal pa jutino mrežo. S kompresorjem na šprico, da prebre v globino. Pol z gledilko... Kaj si na šprico vnoter? Ilovnato brozgo. Ilovnat slip, rečejo temu. Ja, razumem. Potem, itak, če pustiš, to, kar sem prej rekel, da je slama v osnovi, so kugelce naredijo gor vode ali pa česa, ne? In to rab, 15 minut, recimo, da se toči dobro našprican, malo zmehča in slama in ta zaščiten sloj razpade, no. So razmerno hitro, se pravi, pol ure, karkoli. In ti v bistvu, potem, ko našpricaš, to je pa super to s kompresorjem, ki gre lepo noter, pa recimo z gledilko zagladam, ker se je malo slama na vrh zmehčala, pa to pa še dodatno ta slip noter porinem, potem pa mrežo čez napel, pa to mrežo zamazal noter v balo z malo bolj gosto ilovco, ampak čisto ilovco. Dobro, da ne rečem, da smo še kje so bile kakšne lukne, malo tiste zafilali z mešanico ilovce, pa penjenega stekla ali pa glinopora. Tazga, penjen stekel je tudi čist droben, ko umeten gnoja. Da smo dobili približno ravno površino, potem gor pa vmet z veliko zmlete slame, malo peska pa glinoporom. Gor, na vse to? Na vse to. Na celi strehi je vmet, tako. Okay. In ta vmet je debu, gledal sem, da sem delal tam 2-3 cm, da se pravi čim manj zaradi obremenitve strehe. Ja. Daleč od tega, da bo problem, ampak pač je le teža na višini, tako da, ker to mora biti pol pohodno, ne. Ja. In to smo delali enkrat septembra, oktobra, ne, in sem hvala Bogu, da je bil tako vreme, da se je to sušil, ne, ker to se ne suši glih hitro, ne. Veš pa, da ti prije kakšen fajn veter, pa naliv, pa to, pa si tam, ne. Pa poseben izziv je tesnenje na robu strehe, ne, ker ti moč potem EPDM, ki ti gre. Na vmet ste EPDM pol dali? Na vmet sem dal, dobro, detajli. Se pravi, ko se je vmet posušil, je kaj spokal. In sem rekel, da ne bi slučajno čez te razpoke en zrak prodiral skozi, ne. Jaz sem vmet primarno dal zato, da jaz preprečem
da meni ne more zrak, kakorkoli že noter prehaja ali pa karkoli, meni ne more zrak priti do epidemaja. Ja. To se pravi, jaz oddaljim zrak vsaj za, ne vem, 3 cm recimo od epidemaja. In s tem že zmanjšam. Poleg tega ilovca lahko zelo veliko vlage sprejme in naredim nek buffer. Ja. To je bila moja logika. Ker je pač kemijo med, ki je spokal. Ta zgodnji med. Ja. Sem potem sem rekel, da ne bi slučajen meni to tam, ki je kdaj zrak prihajal. Potem po celi strehi, predvsem če je bilo kaj spokan, z suho, z mleto ilovco, fino, ne? Vse to za baslo, v bistvu sem kar z rokami, z rokavico to. Se pravi, so bile te razpoke nafilene, se pravi, logika zadnji, če slučajno bi tam zrak prihajal, pa bi kaj kondenzirali, v bistvu tiste ilovce se napele, pa bi to zatrli. To pa je razmišljanje nadaljavo. Zato pa traja. Potem smo dali filc gor, pa na filc epidema, pa ker sem imel ta epidema, sem imel že vmes neki mački, ki so bile kakšne miši na balah, pa so mački pol tiste miši spod hotel, pa sem jih celo na 1-2 mestih neki mački, pa tako. Pa za zihar, ker te strehe res ne bi bilo, če kdaj odperil, sem dal še en epidema gor. Imam 2 epidema. Vmes sem pa dal centimeter debelo izolacijo, ki je za pod tlake. Veš, ki je v bistvu kaj na thermosilent, takva. Aha, to, ki daš pod... Ali pa pod tlak, recimo pod, ne vem, lesen ali karkoli, se pravi, udaren zvok preprečuje. Ja. In je v bistvu centimeter debel, je mehko, ne prepušča zraka, čeprav itak je to med epidemiji, ampak se pravi, je mehko, da se prilagajati meni na kupolasto obliko, pa dobra izolativnost. To se pravi, s tem, s drugim epidemijem, pa s to izolacijo, jaz še dodatno zvišam temperaturo do tam, kamen bi lahko še kaj zrak zakrožil. Yeah. Na to pa potem 2, oziroma pa sem dodal še 1 centimeter, se pravi zelena streha od Norik, ljubljanska firma, dol bliska so starši, ima nivo, ko vzgajajo te tepihe za zeleno streho. Pa so se z njim dosti ugodno zmenila, ker res v bistvu ni bila varianta, da na teh strminah delam zeleno streho, da bi dal substrat gor pa sadim, ker imamo uran, ker so kar naklonjene. Ja. To se pravi, in on ima, se pravi, ko je to po neki nemški licenci, se mi zdi, je kot drenažen in zadrževalni sloj sta 2 centimetrska filca, ampak filc, ki je z drugega materiala, to ni to, kar filc pri nas dela, ker to mora v bistvu pa piti vodo, da ti jo zadržuje. To sem mislil, ker najprej sem te razumel, da si dal gor, ker to travo, ki jo dajo na vrtove. Ne. Sem rekel, kje je zadrževalni sloj. Zaradi obremenitve mi ni dajati na 10 cm zemlje gor. Ja. Nisi pa dal čepkaste folije, da bi tam noter... Ne, spet na tako strukturo bi jaz to težko mislil sem, če bi še kaj kombiniral s kakšno volno, pa to, kameno, ampak taka je, jaz sem mislil, da bi to kaj recikliral, seveda, ne bi to na vodo javno. Ampak te so vse neke vododvojno obdelane, poprašajne, kaj vse še noter, kakšne kemikalije, se pravi, zaradi tega. Skratka, jaz imam gor, običajno oni dajo 2 centimetrska filca, pa potem tepih, ki ima nekje, je spod neka taka tkanina, pa na to, ki je en 3D filc gor in je na to 3 cm substrata nasudga, se pravi, ki je en 3D laks drži, da je vse skupaj, in pol je zasajeno in pač prodajajo, ki je to zaraščeno. In sem pol te plošče kvadraten meter velike polagal gor. Ampak pri meni, ker je toliko naklona, pa tako sem v bistvu dal v sreden del, ki je največ, pa ki je najbolj izpostavljen proti jugu,
sem dal 3 cm filca, pa pol še ene 5 cm substrata, pa plošče gor. Čakaj, kakšnega substrata? Substrat za zelene strehe, se pravi. Aha, no, tako, ja, ok. Humusne komponente, mislim, da je tam 15 do 20%, pa neki ilovce, neki teh lastkih vulkanskih kamnin. Jaz sem v bistvu pol zato, da sem ga še malo sam delal, sem kar malo glinopor mlel, pa v peko sem mlel. Ja, to pol pride do tega, ne, ChatGPT, pa to v zdajšnjih časih, ne. To tako pač tista, ne, fajn. Ok, kaj pa če jaz dam zmlete jajčne lupine noter, ne, veš, bo to v redu, da vpliva na zeleno streho, ne, ker sem glih imel tam material, ne. Imel si zmlete jajčne lupine? Ja. Ok. Mislim, ne, spet ne, ali pa zmlet oglje, ne, sem noter dajal. Tle spodaj pod te plošče. Tako, malo sem kombiniral, ne. Da sem v bistvu več tega volumna dobil, ne. In ker si enkrat rekel, da ste enkrat že te bale dol zmetali. A to je že vse bilo gor, ker ste dol zmetali, ali ste imeli samo bale? Ne, se pravi, nisem imel zelene strehe. Ne, še vse to gor, kaj to bi bilo? Ne, sem pa zeleno streho tudi že enkrat celo dol dal, zato tega, ker sem dal 2 cm filca pa te plošče, pa sem je pol polet vse skupaj preveč sušil. In sem dal potem vse dol, vseh teh, koliko je strehe, 120 kvadratov plus, vseh teh 120 plošč dol, pa sem dodal substrat gor. Pa iste plošče nazaj gor, s tem, da sem jih preložil, da sem dal na južno stran tiste, ki so bile prej na severni strani, ki so bile še v boljši formi. Ja, ampak se te plošče, če si hotel na kupolo dajati, niso mogli kvadratov stati, pomeni, da si jih moral že malo obrezati, pa ti pa niso več pasale. V glavnem, pač tista, večino sem zapolnil, kakor je šlo, a ne. Pol pa se da dokaj enostaven rezec s fleksarco, pa s šajbo za te razne multikat šajbe, ki ima malo, se da to zelo lepo rezati, no. Ali pa za kamen rezati, ali pa karkoli. Jaz sem dal lepo pod ploščo desko spod, pa sem lepo ob deski, a ne, sem si samo pomeril, ok, rabim takle trikotnik, tukaj toliko centimetrov, tukaj toliko, no samo desko, pa sem ob deski lepo prerezal, tako da vse super da. No, ampak hočem reči, ko si jih prvič polagal, si jih že obrezal. Nekaj malega, ja. No. Večina je bilo pa kvadratnih. A ja, večina je pa kvadratnih. Ja. Aha, pa ni bila tako škoda. Ne. In zato, ker se te sušil, si pol vse dol dal pa povečal. Dodal še, se pravi, posod, kjer je bolj suho, še centimeter filca, pa po celotni strehi, kje malo manj, v glavnem pa kar tam 4 do 5 centimetrov substrata še. Se pravi, ta tvoja streha je nad temi tvojimi špirovci, ki so v bistvu hlodi, debela... Tramovi, ali kako se reče? Vem, ampak špirovc ali pa tram, to je isto, ali kako? Ja, okay, no, to je pa hlod. Ja, hlod, ja. Hlod. Ti imaš te plohe, ki si rekel, da so tudi do 5 cm. Ja, proti vrhu pa... 35 tega si rekel, ali koliko si rekel, da imaš? Ja. Pol imaš pa še tehle milijon plasti, ki si mi zdaj naštel, se pravi, vsaj še za 20. Pol pa recimo nad balo 2 cm ometa, pol je na ometu je tisti s prahom zamazan, pa filc, ampak filc je 150 gramski, ja. Pol pa EPDM, pa tisti Thermosilent 1 cm, pa še en EPDM, pa 3 cm filca tega za drenažno in zadrževalni sloj, plus 5 cm tega, ne, 5 cm substrata, pa še 3 cm substrata, ki je na plošči. Ja. Se pravi, nekaj me zanima, koliko je debela taka streha. 40, 45, 50... Ja, še sej. Načeloma pri nas, v bistvu, ni nič debelejša kot, kljub temu, koliko si naštel, ni nič debelejša kot ena streha, ki jo mi naredimo, ki ima tudi tam 50 do 60 cm. Tam imaš pa zračen kanal, pa te stvari pa podoben prijem. A si kdaj razmišljal, da bi tle vmes naredil zračen kanal, pa pol sploh ne spuščal tle vmes, da se ti tle lufta? Si predstavljaš? Na tej obliki strehe. Malo neugodno. Ne sem malo.
Verjemi, nekaj sem se pa že naučil. Saj ti verjamem. Ja. Ali pa da bi ga naredil, ja ne, moral bi ga sploh. To pomeni, da bi moral dvakrat. Ne, jaz mislim, da tole bo funkcioniralo. Mislim, kako bi se pravilno izrazil. Malo zaupam, malo verjamem, pa prepričan sem. Ja, se. Ja, bo. Ne. To se mi zdi ena od takih rešitev, ko sem je dober na gruntu. No. Sem zadovoljen.